Trojni pripogljivc prišel na ogled. Sem na Huawei predstavitvi v Kristalni palači. Pokažem par stvari, ki jih je Huawei danes pokazal. Zdaj, najbolj zanimiva od vseh tale reč. Pripogljivc. Trojni pripogljivc. Dva mehanizma za pripogibanje. Zdaj, kot mi je bilo povedano, ta zadeva še ne bo prodajena v Evropi oziroma pri nas zaenkrat, ker to bojo naprej dali na test tega Huawei Mate X6. Tako da ta bo prišel v poštev za prodajo šele, če se bo njegov mlajši oziroma manjši brat prijel. Zdaj, najbolj neverjetna stvar je, koliko je to tenka zadeva. Pač neverjetno tenka je in neverjetno štorasta, če uporabim z eno roko. Tako da, ja, dejansko bom mogel prekiniti video in ga nekako, prepogniti, da vam ga lahko pokažem. Ja, pa mi le nekako ratal. Tako da ta je res fascinanten, izjemno tank, izjemno lahek. In evo, usnje od zadaj. Tako da Huawei pravi, da je to prihodnost. Ko sem tukaj govoril, so sicer rekli, da jim je kar štorast in moram reči, da ja, pač če ga uporabljate, ne snimajte videa zraven, ker je res uporna zadeva. Zdaj sem pa v bistvu ta glavno zvezdo danes najdel, zaradi kjer smo sploh le X6, ki ga je zelo težko dobiti, ker so si ga podajali, imeli so z njim. En tekmovanje je bil tukaj, v bistvu. To sem zamudil zato, ker sem šel v bistvu samo hitro slikati naprave, ker ni bilo časa. In ta je pa v bistvu tisti, ki se sam enkrat prepogne. Ta mali brat od XT-ja. S tem bojo v bistvu poskusno probali v Sloveniji, mislim, da bo na začetku ekskluzivno pri A1. In če se bo ta prijel, potem mogoče tudi dvojnega pripogljivca dobimo. Tukaj so omenili en del od materijala, lažji je, tanjši je, potem so omenili tudi recimo pri kamerah, da se tukaj uporablja neka tehnologija, ki v bistvu tudi pri zdravstvu glede spektra fotografiranja uporablja, pa potem v bistvu makroposnetki, ki so razširjeni in tako naprej. Tako da ta je res tisti, ki bo nekako pokazal, ali je slovenski trg pripravljen ali ne.